Več kot 70 strokovnjakov in nevladnih organizacij pričakuje, da bo premier Golob preklical javni razpis, ki naj bi sicer vsem zagotovil brezplačen dostop do najbolj naprednih orodij umetne inteligence. Podpisniki odprtega pisma namreč menijo, da se je vlada nakupa lotila povsem netransparentno, brez posvetovanja strokovno in splošno javnostjo. In kako jim odgovarja premier Golob? Žiga Bonča. Pred mesecem je premier razgrnil odločitev za nakup, jutri pa se že izteče prvi del razpisa, ki naj bi državljanom omogočil dostop do najzmogljivejših orodij umetne inteligence. Slovenija želi biti med prvimi, zaenkrat še nobena država ni podpisala take pogodbe. Da je tveganj bistveno več kot morebitnih koristi, meni več kot 70 strokovnjakov in nevladnih organizacij, ki so podpisniki poziva premierju, naj razpis prekliče. Med podpisniki je denimo celo nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo iz Gibanja Svobode Emilija Stojmenova Duh. Ta nakup gre proti smernicam in usmeritvam tako Slovenije kot Evropske unije na področju digitalne suverenosti. Zakaj? Menijo, da bi morala Slovenija sredstva usmerjati v razvoj svojega javno dostopnega sistema umetne inteligence in ne še dodatno financirati tehnoloških velikanov, ki stojijo za platformami, kot so denimo ChatGPT, Google Gemini ali DeepSeek.